Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva. Dober dan in prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Iz tujine smo ga povabili tudi v naš radijski studio, gospoda Roka Hladnika, direktorja, tudi enega izmed ustanoviteljev digitalne agencije Flat Circle. Prijazno pozdravljeni. Lep pozdrav. Gospod Rok Hladnik, z katerega konca sveta ste prišli pred kratkim nazaj v domovino? Ja, se pravi, pred kratkim sem bil v Los Angelesu na obisku pri poslovnih partnerjih. Šel sem si tudi pogledat našega Dončića, kako igra košarko za Lakerse, zdaj pa nazaj v domovini. Kako pogosto so vaše poti v tujino, glede na to, da sodelujete z vidnejšimi ali najbolj prepoznavnimi blagovnimi znamkami sveta? Ja, mislim, poti so pogoste, ne, je pa res, da po koroni so se te poti skrajšale, se v glavnem veliko sestankov dogaja pa prek spleta, tako da je v živo teh mitov sestankov manj, so pa bolj pogosti sestanki preko raznih aplikacij in se s temi strankami zelo, da moraš vsakodnevno slišimo. Čeprav aplikacije je pa ta neposredni stik tudi očesni, pa da začutimo vse, kar človek s telesom oddaja, to je neprecenljivo, verjetno tudi vam pri poslovnih poteh, odločitvah, tudi nek merilnik o zaupanju ali... Ja, absolutno, zaupanje je številka ena v tem, mislim, v bistvu vseh poslih, no, se pravi, ta stisk rok, ne, pogled v oči, to vseeno ustvari neko cono zaupanja, neko cono obdobje, ki je pri teh partnerskih odnosih ključno. Tako da tega ta digitalni svet ne more vzeti. Po profesiji sicer ekonomska stroka, ampak vendarle začeli pa profesionalno v novinarstvu, vas je beseda pritegnila. Lahko opišete tiste začetke vaše poslovne poti? Ja, se pravi, kot študent sem v bistvu delal kot novinar, oziroma še kot dijak še v srednji šoli, takrat športno novinarstvo. In me tisto blazno zanimalo, spremljati tekme, dogajanje okoli tekem, poročanje, intervjuje z igralci in tako dalje, to je bilo blazno zanimivo. Potem sem pa nekako za študij šel študirati ekonomijo na Univerzi v Ljubljani, tam tudi diplomiral, nekaj časa delal v Ljubljani, potem je pa pot zanesla nazaj v slovensko Istro na Splošno plovbo, in ki je bila tudi lastnik Primorskih novic. In po 4 letih na Splošnih plovbih se je ponudila priložnost, ko so iskali direktorja na časopisu Primorske novice, sem se prijavil na razpis in sem tudi tam šel, tako da sem naredil nek krog nazaj iz študentskih časov nazaj, potem sicer zelo mlad, 27 leti postal direktor časopisa, in tam bil 5 dobrih let, ker smo odlično sodelovali z celo ekipo in tudi začeli neke nove digitalizacijske postopke, lansirali lastno aplikacijo in tako dalje, kar je bilo v tistih časih nekaj čisto novega. In ta digitalizacijski jezik vam je bil blizu, ste ga razumeli in potem tam iskali nove poti, pač iskali vrzeli in v te vstopili in zdaj ste eden izmed kar pomembnih igralcev sveta. Pa vendarle še nekoliko klasično, se zdi romantično to šumenje časopisa, kako danes gledate, ko vendarle tudi vi krojite razvoj drugačnih pristopov, drugačnega marketinškega nagovarjanja ali tega ekonomskega sveta, kako se s tem svojim znanjem danes ozirate nazaj na tisto romantičnost novic, ki so prihajale preko časopisa do ljudi v glavnini? Ja, mislim, logika je zelo podobna, ne, takrat smo sicer mogoče malo, a pa ne vsi, no, nekateri so narobe razumeli, nekateri so vedeli časopis kot medij, ampak časopis je sam prenosnik informacij, ne. Vsebine so mediji, vsebine ustvarjajo novinarji, ne, in te vsebine so pač lahko prikazane na različne načine, ne. Dejstvo je, da pač, ne vem, desetletje nazaj interneta ni bilo, ne, dostop do informacij je bil drugačen, si zjutraj čakal časopis, da si sploh prebral, kaj se je zgodilo prejšnji dan ali pa prejšnji teden in tako dalje. Zdaj so informacije na telefonu, ne, so, ne vem, eno sekundo stran, vse se dogaja v živo, vse je bistveno hitreje, kot se je čas odvijal včasih, ampak vseeno vsebina je tista glavna stvar, in tudi vsebina ne bo nikoli umrla, ne. Zdaj smo tudi včasih, ko vsebino soustvarja umetna inteligenca zraven in tudi tukaj ljudje dobivamo
neko poplavo informacij, poplavo nekih orodij, aplikacij, da bomo čim bolj informirani. Vprašanje pa res, a smo bolj kvalitetno, ne? Izvor teh informacij in tudi ta občutek vsebine. No, tako da tle je dosti nekih vprašanj, ko tako veliko razpotje. Samo še to vprašanje, ko ste prevzeli mesto direktorja, torej klasičnih Primorskih novic, klasičnega časopisa, to želim vprašati. Kaj vam je bilo takrat bistveno? K čemu ste strmeli? Kaj doseči? Se pravi, jaz sem časopis sem takrat sicer dobro poznal, tudi dosti kolegov novinarjev sem takrat poznal, ki so pač, Koper je majhen, Primorska je majhna. Primorske novice so bile edini regijski dnevnik. Meni bila prva prioriteta je bila finančna sanacija. Jaz sem po profesiji menedžer, finančnik, in časopis je bil v relativno slabi kondiciji, tako da smo tiste prve 2 leti se v bistvu celotnim kolektivom z 2 sindikati zelo močno pogajali o tem, da smo časopis ustrezno finančno sanirali, potem smo pa ostale leta usmerili v razvoj. In razvoj bil predvsem, kako dostopiti do mlajše populacije, kako njih seznaniti z, v navednicah, blagovno znamko Primorskimi novicami, kaj Primorske novice kot znamka pomeni, se pravi zaupanje, lokalna informacija, vsebine iz tvojih krajev, ki jih drugače ne boš slišal, ne boš nikjer dobil, ali pa se bo izgubile in tako dalje, ne. In to je bilo to, in kako pač tudi do teh novih bralcev priti, ne. In ene izmed teh so bile tudi digitalni kanali. In potem časopis nekako okrepili, Tako. pa šli po svoje. To Tako. je bilo verjetno kar nekaj negotovosti, tudi žalosti, no, konkretno teh čustev, ki so se oglasili med sodelavci. Ja. Težko je spustiti iz rok tako nekoga, ki vnese toliko življenja, nove energije v kolektiv. Ja, absolutno sem imel časopis zelo rad, zdaj ga imam, ne. To je pač vseeno ena izmed večjih in pomembnejših primorskih blagovnih znamk, ne. Vsi starši, babice, dedki, to so vsi poznali, to so s časopisom živeli, ne, življenje, pač časopis si imel od tega, da si zjutraj ga prebral, potem si solato šel njemu posušil in tako dalje, bil del vsakdana, ne, zelo velik ta. Ampak zelo močno me je začel privlačiti ta digitalni svet, ne, globaliziran trg, priložnosti tudi izven tega našega prostora, in tudi algoritmi in vse, kar spada zraven. No, zdaj sva pa, gospod Rok Hladnik, pri ustanovitvi digitalne agencije Flat Circle. Kako se je začela ta zgodba? Danes je ena bolj prepoznavnih tudi v svetu. Začela se v bistvu tako, da ko sem še na časopisu, smo lansirali aplikacijo za branje novic, ne, ki je bila tudi nagrajena. Smo se istočasno, takrat sem se prvič srečal z oglaševanjem na Facebooku, z algoritmi, ki so za tem oglaševanjem in tako dalje. Me tisto blazno zanimalo, ker sem na eni strani primerjal oglaševanje v, dajmo reči, analognih medijih, ne vem, televiziji, časopisu, radiu, ne, in na drugi strani algoritemski zakup. In to sta bila 2 čisto ločena svetova. Ne, se pravi, takrat so bili predstavitveni, dajmo reči, dokumenti oglaševanja na časopisu, predvsem doseg, ki je bil nekako izračunan, koliko ljudi ta časopis prime v roke, koliko časa z njim preživi, na katerem mestu na časopisu so te oglasi postavljeni, koliko ljudi bo ta oglas videlo in tako dalje, in so bile na podlagi tega postavljene cene. Na drugi strani pa algoritemski zakup v oblaku, vse se je dogajalo nekako real time, se pravi v tistem trenutku so se postavljale cene in zelo natančno merljivi dosegi, učinki in kako je vsak evro bil potrošen na teh kanalih. In tisto mi je blazno začelo zanimati. Vsako zanimanje pusti vtis, kaj ne? Absolutno. Ja. In tudi zelo visoko zasvoljivo je bilo, ne. Kar nekrat ti ni bilo treba čakati, ne vem, tedne, mesece na neke rezultate, ampak si imel rezultat naslednji dan. Ne, in tako sem, rekel, na navednicah padel noter in me čisto potegnilo. In potem je nastala zgodba Flat Circle iz tega. Istočasno smo imeli tudi nekaj spletnih trgovin, ki smo jih s partnerji vodili, in smo ugotovili, da smo v tem digitalnem oglaševanju kar dobri, in smo rekli, dajmo zraven ustanoviti še agencijo in naše storitve ponujati drugim strankam, drugim spletnim trgovinam. Vem, da so to poslovne skrivnosti, ampak kaj malega nam pa vendarle razkrite. Potem ste zelo dobro začeli spoznavati tudi psihologijo, kaj pritegne. No, saj to je že v osnovi zelo ključen element marketinga. Ja, absolutno. Mislim, digitalna orodja ti dajo
to psihologijo, ki je lahko recimo v tistih časih bila zelo opisna, ne, vse se je zelo govorilo in pač opisovalo, kakšne so te osebe oziroma persone in tako dalje, ne. V tem digitalnem svetu so pa v glavnem številke, so vzorci, ne, in te vzorce prepoznavaš z nekimi orodji, in ta orodja ti lahko velike skupine ljudi zelo na poenostavljen način predstavljajo, se pravi, na katere vsebine se odzivajo, kakšni so njihovi odzivi, pozitivni, negativni, ali hočejo nekaj kupiti ali ne kupiti in tako dalje. Tako da se s temi orodji dejansko pač zelo šablonsko nekako celotna populacija postavi, in čeprav vsi ful mislimo, da smo neki posebni unikati in tako dalje, na nekem zoom out pogledu, na nekem makrosliki imamo ful podobne lastnosti in ful podobne vzorce, ne. Se pravi, vsakega 18. meseca pa 15. pride plača, ponavadi se ta plača v prvih 2 tednih že po uporabi, ne. Se pravi, kdaj se večina nakupov v spletnih trgovinah zgodi, ravno takrat, ne. In to je eden izmed vzorcev. In teh vzorcev je res dosti. Ljudje smo zelo rutinska bitja, kar se tiče nekih tudi rutinskih nakupov, seveda, ne. Tisti čustveni, impulzivni se zgodijo malo drugače, ampak večina teh običajev ali pa teh navad je zelo podobnih. Nevrologi pravijo, da možgani imajo radi predvidljivost. Res je. Ne marajo sprememb in zato nas bodo vedno znova vlekli nazaj v utečeno, v že poznano. Tako, ne, možgani imajo radi neke rutine, ne, z vse ostalim predstavlja stres ni zaželjen, ne. Na drugi strani so pa algoritmi zelo dobri v prepoznavanju teh rutin, ne, tudi na zelo takem širokem spektru za velike populacije, ne, in ko imaš te miselne vzorce prepoznani in jih vidiš in lahko tudi predstaviš, se lahko na njih prilagodiš z vsebino. Google, Instagram, Facebook, Meta, TikTok, skratka sama velika imena. Kakšna je bila ta pot do vstopa vanje? Pot je bila sigurno najprej prek Facebooka, ne, takrat Facebook, no to Instagram, pa se vse skupaj preimenovalo v Meto, ne. Facebook je v bistvu orodje, na katerem še da moram reči 10 let nazaj, ne, pa tudi 5 let nazaj še, je večina uporabnikov počelo vse, ne. Se pravi, vir vsebin, vir stika z prijatelji, z tudi drugimi nepoznanimi osebami, se pravi v raznih skupinah, objavljal, kaj si počel in tako dalje. Zdaj se ta trend malo spreminja, ne, se pravi, vsi so malo tudi ugotovili, da lih ni najbolj pametno sliko iz vsakih, ne vem, potovanj posod objavljati pa otrok in tako dalje, ampak da moram reči, zavest pa zavedanje še 10 let nazaj ni bilo takšno in je Facebook zelo dobro vse te podatke lahko zbiral in uporabljal v smislu, da je prepoznal navade posameznikov, ne. In to govorimo o milijonih oziroma milijardah uporabnikih, ne, to so bajne količine podatkov, in te podatke pač te aplikacije zelo dobro sledijo, se pravi naše potovanje, ko scrollamo oziroma brskamo po aplikacijah, so vse sledljive, točno vejo, koliko sekund porabimo pri določenem vsebini, fotografiji ali tekstu ali čemurkoli, ne, in na podlagi tega naredijo neko persono, ki je spet skupek nekih vzorcev naših navad oziroma vsebin, ki jih prebiramo, in potem nam tudi algoritmi aplikacijo prilagodijo nam, ne, se pravi, če se Rok danes zbudi dobre volje, čeprav je Luka Dončić zgrešil koš za zmago danes, ne, mi bo vseeno algoritem prvih 10 objav bo samo Luka Dončić. In kako je zgrešil ta koš, pa enega bojo pohvalili, enega bojo grajali, ne. Potem drugih 10 objav bo vezano, ne vem, na aktualne teme in tako dalje. Se pravi, na neke stvari, ki so meni zanimive, ker je tem aplikacijam glavni cilj, da seveda čim več časa na njih porabimo. To logiko človek hitro prepozna, pa vas je kdaj zmotilo? Mene včasih zmoti, pa si zaželim, pa daj mi ponudi kaj novega, odpri mi svet. Me ta predvidljivost logaritmov, ki me seveda prebere, me včasih zmoti, pa si zaželim, preseneti me. Ja, mislim, mene zmoti predvsem, ko po nesreči kliknem na kakšno neumnost, ki me ne zanima, in potem mi to neumnost kaže večkrat in potem imaš tam kakšno nastavitev, da nehaj mi to prikazovati, ne. Ampak ja, vse te aplikacije nas potem tudi neke balončke dajo, ne. Se pravi, tudi zelo omejeni smo iz smisla informiranosti, ker nam kaže vsebine, ki so nam všečne. Ne, in če so bolj so nam všečne, bolj so enostranske. Zdaj, za nekatere je to dobro, tisti, ki si pa želijo nekako svoje prepričanja
dvakrat preveriti ali pa konstantno preveriti, pa se vseeno slišati tudi drugo stran, pa drugi tipi vsebine, je pa to omejujoče. Je pa treba poiskati drugačne poti iskanja, brskanja. Drži tudi drugačne, se pravi, ne vem, če se ti res samo algoritmu prepustiš iz smisla informiranja, ne, to absolutno ni prava stvar, ne. Zato tudi prihodnost bo človek, pa ne vem, da boš uredniku zaupal, ne, se pravi spet obraz zaupanje, to, kar smo govorili na začetku, to bo še vedno zelo pomembna vloga. No, saj zdaj ta sodobna umetna inteligenca nam to omogoča. Mi ga vse bolj izpopolnjujemo. Ko me nekaj zanima, grem v potankosti, vse bolj drobim tisto zanimanje in potem me umetna inteligenca res pripelje do nekega dovolj tehtnega odgovora. Tako je, ne, sicer se moraš dosti z njo pogovarjati, pa znati pogovarjati, ne. Znati pogovarjati, tako, to je pa ključno. tudi dvomiti v tiste odgovore, niso vsi odgovori pravilni, ne, tudi se povprašati za kakšne reference, pa preverjati te stvari, ampak debata je zelo na visokem nivoju, ja. Sva obrala drugačno pot, ampak gremo nazaj. Kako ste v Sloveniji ustanovljenim podjetjem, torej digitalno agencijo, potem prišli do tako velikih igralcev? Ker verjamem, da je bilo želja, da bi bili v soigri mnogo. Kako biti prepoznaven v tej svetovni konkurenci? Ja, se pravi, veliko smo delali na temu, da smo res želeli razumeti, kako te stvari funkcionirajo v zalednih sistemih, ne. Se pravi, vsa ta socialna omrežja so tako imenovani black boxi, ne. Se pravi, redko kdo, razen tistih programerjev, ki so tam zaposleni, vejo, kaj se v dejanskem ozadju sploh dogaja. Tudi dokumentacija, ki jo ta omrežja oziroma podjetje dajo ven, je taka skopa, zelo splošna. Ne, tako da v bistvu tukaj je zelo prisotno dosti tega, rečemo temu testiranja, ne, se pravi, da karkoli probaš, testiraš, narediš neko hipotezo, testiraš, jo potrdiš in se ta proces nikoli ne zaustavi. Na drugi strani smo pa res probali zelo tehnično razumeti vse te zaledne sisteme, njihovo delovanje, se povezati tudi z developerji iz teh podjetij in z njimi sodelovati. To je bila ena stvar, ne, druga stvar, potem smo imeli tudi srečo, ne. Srečo, ker smo enega izmed slovenskih projektov, ki je tista pametna ptičica, Bird Buddy, smo jim pomagali takoj po njihovem Kickstarter projektu, da smo jim pomagali pri oglaševanju. In s tem opozorili nase? Tako, dobili zelo dobro referenco, ki je bila sicer slovensko podjetje, ampak na ameriškem trgu. In smo potem ta, v navednicah, case study dali kot referenco. Potem naprej nadaljevali, se pravi, z nekimi manjšimi strankami, dokler se ni ponudila priložnost, ko smo preko enega znanca iz Los Angelesa prišli v stik z Hexcloudom, z Gordon Ramsayjem in njegovo ekipo in pomagali njihovo blagovno znamko tržiti in jo prodajati v Združenem kraljestvu in v Evropski uniji. In da danes vemo za tega moža spretnega v kuhinji, to gre vam zasluga. Mislim, da vemo za njega, ne, da se pa njegove ponve dobro prodajajo v Evropi, pa v Združenem kraljestvu pa ja. Pa ja. Kaj je v ozadju? Ste se kdaj spraševali, kaj je ključno, da nekomu uspe, drugemu ne? Saj tudi vi ste imeli cel kup teh dilem, ampak se je nekako sestavilo. Ja. In prišli zraven. Gre, ne bom rekla za naključja ali pač. Ja, ko človek gleda za nazaj, nekako se vse te karte zložijo, ne, v nek smisel, ne. In ko pa to živiš v tistem dejanskem času, se pa sprašuješ, kaj je naslednji korak, kaj bi mogel še narediti, a ima to smisel, nima smisel, a je sam sreča, a je naključje, ne. Zdaj, ko sam gledam za nazaj, vidim, da je predvsem potrebno veliko discipline, vztrajanja in v glavi imeti predvsem, da je to res tek na dolge proge, ne, da se nič ne zgodi čez noč. In glavno vodilo ti ne sme biti, ne vem, hočem biti uspešen ali pa imeti neko uspešno zgodbo, ampak da res uživaš v poslu ali pa v delu, ki ga počneš, ne. Ker je potem vse lažje. Potem so lažji, ko so dobri dnevi, itak enostavno, ne, se zbudiš zjutraj, so dobri dnevi, posel laufa, je veliko novih strank, je počuti odlično, ampak ko so slabi dnevi, ko kaj zaškripa, ko kaj ne gre tako, kot bi moralo iti, ne, takrat pa ta kako bi rekel, da te ta posel res veseli, ne, ti je lažje. Tako da to, da je tek na dolge proge, disciplina in na koncu seveda tudi malo sreče.
Pa tudi, da ste verjeli v svoje znanje, da ste ne vedno, ampak če se le da, čim bolj v koraku z inovacijami oziroma že nekoliko tisti, ki jih kreirate. Ja, To je pa ključno, ne? sigurno, ne, in tle je prednost pa hkrati tudi slabost, ne, se pravi vsi rezultati, kar se tiče performance oglaševanja, ne, jih imaš takoj. Ne, in zelo lahko relativno hitro vidiš, a so dobri ali so slabi. To ni, Ali so prijeli ali ne, ali se Tako. zanimajo ljudje ali ne. tako. In imaš tudi na njih imaš dosti vpliva kot oglaševalec, ne, ali pa oziroma kot agencija. Lahko zelo dobro tem našim strankam, blagovnim znamkam pomagamo. Tako da je zelo meritokratsko vse skupaj. Ste rekli, da smo ljudje zelo predvidljivi. Drži, Čeprav zase mislimo, da smo nek poseben individuum. drži. Pa vas je kdaj zanimalo tudi, kako svet popeljati vendarle v neke prave vrednote? Kako to vprašanje prav zastavi, da bo zelo profesionalno. Vsi razvijamo, delamo in imamo željo delati dobro, nekaj, kar bi služilo ljudem. Zdaj v tej poplavi tudi vsega mogočega, vas je kdaj tudi to področje zanimalo? Ponuditi čim bolj tisto, kar je kakovostno, kar je dobro, kar prinaša nek razvoj, dobrobit ljudi, okolja. Zdaj gre zelo, ne bom rekla ravno trend, ampak vendarle, krožno gospodarstvo, trajnost, vse to. Je tudi to eno področje, ki mu že lahko sledite, ali je vendarle ta ekonomska računica še vedno najaktualnejša, kot nekateri pravijo, danes je vse vendarle samo biznis. Če se na tem področju že dogajajo premiki, ta prebojnost človeštva. Se dogajajo premiki, ampak vseeno je dejstvo to, da večino tega, da reč, gospodarskega ekosistema krojijo velike blagovne znamke, ne, se pravi podjetja, ki so vredna več milijard, pa tudi posamezniki, ne. In kljub temu, da smo mi ene izmed top 5 recimo performance oglaševalskih agencij, mi na to imamo vpliva skoraj nič. Ne, to so multinacionalke z milijardnimi budžeti, z nekimi zgodbami in plani, ki jih udejstvujejo tako ali drugače, ne. In to je to vloga, ki jo pa mi imamo ali pa ki jo lahko odigramo, je, da pač probamo sodelovati s takimi, ki vseeno imamo neke vrednote, ki so podobne, ne, se pravi, da izbiramo take, da imajo neke produkte, ki so v redu za splošno populacijo, da niso nevarni produkti ali pa karkoli takšnega, da so kvalitetni, da tudi imajo neko, da moraš ekološko noto in tako dalje. Zdaj že imate takšno zgodovino in tolikšno stabilnost, da lahko izbirate. Ja. Drži, to je ključno, to je tudi ena izmed stvari, ki smo si jih dali kot cilj, pač ko dosežeš določeno stopnjo, da lahko določenim projektom rečeš ne. To je tudi en del svobode. Dobro vprašanje, se mi zdi zanimivo tudi za poslušalce. Kaj pomeni performance v marketingu? Torej gre za nastop, gre za predstavitev. Kaj zaobjema, da prav to naglašujete, performance v marketingu? Performance v marketingu oziroma tem našem digitalnem marketingu pomeni, da za vsak potrošen evro ali pa dolar točno vemo, kakšen je bil rezultat. Ne, se pravi, da je sledljivost tega oglaševalskega budžeta 100%. To je ključno in to tudi našim strankam največ pomeni, ne. Zato, če se spet povrnemo za nazaj, je to zaupanje, ki ga stranke imajo v nas, ne, se pravi Flat Circle, mi trenutno menedžiramo okoli 12 milijonov mesečnega oglaševalskega budžeta, ne, ki nam ga stranke zaupajo. In to je dosti denarja, ne. In za vsak tak evro oziroma dolar točno vemo, kako bi uporabljen, in stranki pač tudi damo poročila, kaj smo s tem oglaševalskim budžetom dosegli, kaj smo testirali, kakšni so bili rezultati. Nam lahko, Rok Hladnik, nekoliko razložite zemljevid ali to sled multinacionalk, da bomo razumeli, kaj kroji ta svet in kje imam še vedno neko možnost svobodnega odločanja, kako deluje ta ekonomski svet prav v povezavi z multinacionalkami. Se pravi, multinacionalke imajo ogromne budžete, kar se tiče zaglaševanja. In posledično tudi moč, ne? In vpliv tudi na omrežja kot takšno, ne? Se pravi, krojijo na eni strani tudi razvoj omrežij, ne? Se pravi, in vsebine, kako bi rekel, so to grafični elementi, video vsebine, tako dalje, kot vsebine prav v smislu, katere kategorije se hoče, da se vzpostavljajo, na drugi strani pa tudi tehnološko, ne? Se pravi, sodelujo pri razvoju. In
Slovenija majhna država, ne, mi sicer vseeno imamo kakšne večje firme, ampak te večje firme v primerjavi z velikimi multinacionalnikami so majhne, ne, in se je to ful težko predstavljati, dokler tega ne doživiš res na neki na velikem trgu, in vidiš pač, da dejansko krojijo usodo našega vsakdana s temi vsebinami. Od tega, da pač promovirajo od dogodkov, posameznikov, drugih blagovnih znamk, socialnih omrežij, vsebin, tako res na vseh nivojih. Kako se gradi vizija nekega marketinškega predstavljanja? Kakšne so te točke? Samo v grobem, ker znova posegamo vaš poslovni model, ki je seveda vaš in je skrivnost, zato ste tudi uspešni, ampak kakšno zanimivost nam pa lahko izdate? Ja, mislim, v bistvu niti ni toliko skrivnost, ker ga gradimo nekako tudi javno, ne, se pravi na mojem X oziroma Twitter profilu, tam veliko našega znanja delimo, in nas tudi ni strah deliti znanje, ne, tako da tisti, ki so poslušalci na omrežju X, naj pogledajo Rohladnik, pa bojo videli, kako to počnem. Zdaj vas moramo vprašati, to je odlika mojstrov. Nekdaj so govorili, da če učenec prekaša mojstre, potem to samo nakazuje, da je mojster res velik, da je... Ja, mislim, nas ni strah, zato ker vemo, da se to znanje se res tako hitro spreminja, ne, celoten ta ekosistem, še posebej zdaj tudi s prihodom umetne inteligence, ne, je res konstantne spremembe se tukaj dogajajo, in samo če slediš in če si res v skladu z razvojem in, ko se temu reče, na tisti strani premice, kjer se ta razvoj dogaja, lahko si uspešen, ne? In vsi ostali so pa sledilci. Tako da mi smo tisti, ki nekako v ospredju skozi testiramo nove stvari, nove tehnologije, nove pristope, in zato nam tudi ni strah to znanje deliti naprej. In zdaj, če se vrneva k prejšnjemu vprašanju, kako to strategijo razvijate? Strategijo pa v bistvu zelo enostavno. Pač blagovne znamke, tako kot tudi naša agencija, ima neko zgodbo za povedati, ne. In celoten marketing se vrti okoli zgodbe, okoli vsebine. In ta vsebina se ponavadi spet dogaja ali okoli nekega problema, ki ga storitev oziroma produkt rešuje, ali pa okoli neke rešitve, ne. In se pač to prikazuje naprej. Tako da nam je glavni cilj trenutno pač ta prisotnost na ameriškem trgu, ker je tam bistveno lažje ta posel početi, tudi trg je večji, in to počnemo ravno s tem pristopom oziroma z socialnimi omrežji in z objavljanjem vsebin, ki jih tam imamo. Kakšni so vaši osnovni nasveti, kako iskati informacije, da bi doprinesli k kakovosti našega življenja, celotne družbe? Zdaj, ko imamo to možnost, svet je zelo odprt, pa vendarle smo tudi omejeni zaradi algoritmov, ki nas prehitevajo. Ja, vsekakor ne se omejiti samo na eno platformo ali pa en kanal, ne. Se pravi, isto velja tudi, ne vem, zvečer, ko gledate poročila, je vedno dobro ta poročila vsak drugi, tretji dan poleče na kakšnem drugem kanalu ali pa drugi televiziji, lahko tudi tuji, ne. In so to čisto različni zorni koti. Enako velja tudi za socialno mrežo oziroma LLM oziroma umetno inteligenco, se pravi različne stvari uporabljati, različno vprašanja postavljati in z zelo odprto glavo probati te odgovore prebirati, ne, ker pač marsikateri eni bojo zelo v smeri lastnih prepričanj, in nam bojo samo to neko potrditev dali, drugi pa lahko bo šli čisto v drugo smer, ampak ravno na ta način si nekako probamo širiti obzorje, lahko dobimo neko širšo sliko in se potem sami odločimo, kako to interpretirati. Če zdaj predvsem spodbujava, da so pozornejši starejši poslušalci, ki zelo zaupajo, mlajši upam, da tudi zaradi bolj vključenosti v ta sprotni razvoj vedo in razumejo, da smo lahko včasih zavedeni. Torej starejše nagovarjamo, naj bodo široki, ko recimo vidijo nek izdelek, zdaj lahko naredijo že primerjave. Vse te stvari so dobrodošle, da se pred nakupom čim bolj pozanimam. Absolutno. Ne skočim v glavo zgolj po en ulov, ampak sem širši. Grem analitično v neko nakupovanje. Tako, predvsem
bi rekel, ne preveč impulzivno se vsega lotiti in takoj zaupati, ne. Ja. Ampak, ker se moramo tudi zavedati, da vsebine so pripravljene prav namensko nam, ne, z namenom, da se ta nakup čim hitreje zgodi in da ni dosti časa vmes za razmislek, ne, da ne premišljuješ, a bi ali ne bi, ampak vse je usmerjeno in tudi personalizirano na način, da se to opravi čim hitreje. Tako da ja, z odprto glavo, premišljeno uporabiti vsa orodja za primerjavo ali in cen, atributov, tehničnih lastnosti in tako dalje. In kadar smo v dvomih, ali je kakšna vsebina pristna ali ne, imamo vedno kakšne vnuke, ki jih lahko vprašamo, ki pa imajo ta filter zdaj nekako v glavi že nastavljen in zelo hitro rečejo, ne, to je pa umetna inteligenca, to pa ni pravo. Raziskujmo trg, raziščemo ga. Tako. Če gledam skozi svoj zorni kot pred leti, ko smo kaj kupovali, zmanjkalo mi je energije, da bi se res na široko vrgla v to raziskavo trga. Hvala Bogu so družinski člani, ki pa to zmorejo in imajo žilico za to. Skratka, ja, raziskovati trg, si vzeti za to čas. Ja. Verjamem, da se vsakomur to ne da, nekateri gremo lažje po tej krajši poti, samo ponudite mi v redu, a to je dobro, kupim, grem. Ampak je vedno boljša rešitev tista, raziskujmo trg, preverjajmo, potem se šele odločajmo. Absolutno, ne vem, včasih smo vrteli telefone, pa spraševali, pa hodili po trgovinah, pa gledali specifikacije in tako dalje, ne. Zdaj vse en klik stran. Tako da ta, bom rekel spet na navednicah, popolna informiranost in zmožnost primerjave raznoraznih produktov, ki so recimo sorodni, pa imajo neke različne tehnične specifikacije ali pa iskanje najcenejšega produkta, je le nekaj klikov stran in to so sigurno orodja, ki se jih splača uporabiti. Ko je za vas informacij res ogromno, ko čutite, da ni več niti prostora v vašem umu, kaj storite, kam greste, šport ste omenjali kot športni novinar. Ja. Kaj vam znova ustvari kreativni prostor? Absolutno stran od vseh možnih digitalnega sveta, telefonov, računalnikov, se pravi v naravo, v zeleno barvo, v hribe, morje, igranje z otroci, seveda in tako dalje, družina, ne. Ampak spet res stran od tega digitalnega sveta, ker vseeno ta poplava informacij lahko v glavi naredi tudi zelo veliko zmedo. Ne, in ker je teh informacij vedno več, je tudi zelo težko jih ustrezno popredalčkati ali sfiltrirati ali res ugotoviti, kaj je pomembno, kaj ni pomembno, ne. In zato človek rabi nek prostor, kjer se počuti varen, in kjer lahko se skupaj odmisli, se spet te nekako postavijo te karte tako, kot se morajo. Je bil prejšnji sistem, ko so nekateri tožili, da imamo zgolj ozko linijo, kar nam je ponujeno, tisto smo lahko kupovali, vsi smo imeli zelo podobna stanovanja, zunanji izgled in tako naprej, način življenja. Zdaj danes je ves globalni trg nam dosegljiv, nam pa znova ni všeč. Zato nek nasvet z vaše strani, da se ne bi jezili preveč na ta napredek, na ta razvoj. Še vedno je človek tisti, ki se, hvala Bogu, danes se še lahko odloči. Ja, mislim, kakšna je ta filozofija v ozadju? Filozofija je, da so te trendi in te spremembe, ki se zgodijo, so neizbežne, ne. Človek se bo ful težko upiral proti nečemu, kar se dogaja res na globalni ravni. Recimo v umetno inteligenco se investirajo res milijarde denarja, ne, in kot posameznik ti tukaj ne moreš, ne, ti se lahko temu samo prepustiš, istočasno pa ne smeš biti ujetnik tega, ne, se pravi, se zaveda, da vedno imaš izbiro, ne, če hočeš, lahko to uporabljaš, če nočeš, ni treba. In jaz mislim, da je tukaj neka prava mera potrebna, ne, se pravi, od posameznika tudi odvisna, koliko ga te stvari veselijo, zanimajo, predvsem pa uporablja te stvari tam, kjer je neka dodana vrednost in kjer nam lajša življenje. Pri krožnem marketingu, koliko se vi poslužujete že umetne inteligence in kolikokrat vas preseneti, da vam ponudi dobro idejo? Tega je ogromno. Ne, jaz, predvsem v zadnjih mesecih je ta umetna inteligenca in cel ekosistem tako napredoval, da je dejansko in pri meni osebno, pri vseh mojih zaposlenih prisoten dnevno in si brez tega že težko predstavljamo vsakodnevno delovanje, ne. Veliko nekih rutinskih taskov oziroma nalog, ki jih delamo, jih zdaj naredi umetna inteligenca sama, ne, na čisto dobrem nivoju. In tudi mojim zaposlenim, pa vsem ostalim sem tudi rekel, pač določenih delovnih mest bo umetna inteligenca jih bo enostavno zbrisala. Ne, tako da tukaj
bo predvsem in je potrebno iskati, kje je človek še dodana vrednost, ne, z vsemi temi orodji, ki jih imamo na razpolago in kako ta orodje spet uporabljati, da bo spet človek na vrhu te piramide, ne pa nek robot. Kaj napovedujete? Kam gremo? Se pravi, kar se tiče recimo marketinga in nakupovanja, gremo sigurno v smer, ko bo vsak imel svojega osebnega AI asistenta, ki mu bo te rutinske nakupe delal, ne. Zdaj, kaj so rutinski nakupi? Če si predstavljate vaš hladilnik, ne, 3/4 stvari v vašem hladilniku so, ne vem, mleko, jajca in tako dalje, ki jih kupite redno od istega ponudnika v isti trgovini na isti polici, ne. Se pravi, tam vas dejansko, če vi svojemu asistentu, ki je lahko oseba, recimo v tem primeru nek agent, mu rečete, pač ko zmanjka teh stvari na policiji, naroči mi jo dostavi, ne. Te rutinski nakupi, teh nakupov vi upravljali več ne boste v roku, ne vem, 5 let. Vsi drugi nakupi, ki so povezani z nekimi čustvi, ki niso rutinski, ki so posebni, kjer je neko doživetje zraven, se pravi, tudi blagovne znamke bomo mogli tako razmišljati, ne. V trenutku bojo vse blagovne znamke podobne med sabo. Zakaj? Ker bojo tehnične lastnosti teh produktov si zelo podobne. Se pravi, bomo mogli stopiti po nečem drugem. In to zdaj počnejo, ne vem, z marketingom, z neko zgodbo, ki jo povejo, ne. No, te nakupi, se pravi, ne vem, kjer si boste mogli kupiti nekaj, kar vam je všeč, kar so neka čustva povezana ali doživetje, te bo pa še vedno stali zelo človeški, bom tako rekel, se bo človek tam odločil, ker bo tam prevladala čustva. Vsi ostali rutinski nakupi in tako dalje, jih bo pa verjetno umetna inteligenca kar samo počela, oziroma vaš agent. No, zelo dobro okno so zdaj odprle, ker ravno zjutraj smo se pogovarjali, vsakodnevna prehrana. Ja. Kako izbrati, kar bo ustrezalo mojemu telesnemu počutju, kar bo krepilo moje zdravje, kar bo krepilo moj okus. In torej nek moj pomočnik, seveda z algoritmi ustvarjen, mi bo znal naročiti stvari, ki bodo kakovostne, povšeči mojemu okusu, pa obenem tudi primerne glede na mojo finančno sposobnost. Točno tako. Se Ma pravi, krasno. ja, mislim, te rutinske zadeve bojo bistveno olajšale vse skupaj, ne. Saj tudi enkrat, ko greste čez lužo na zahodni svet, absolutno, oziroma na zahodni del obale, priporočam vožnjo z Waymuti, ne, se pravi samo vozečimi vozili, ker tisto je nek tak reality check, hej, avto se vozi sredi Los Angelesa, kjer je ta trafik nemogoč, ne, od pešcev, kolesarjev, motoristov, avtomobilov in tako dalje, brez dotika človeka in brez problema. Pred mesecem mislim, da sem prebrala, da deluje že kar nekaj časa, tudi ta taksi služba brez človeka, ne, to je že vse. In pa sem bil s tem poslovnim partnerjem v avtu, oziroma v Waymutu, nas je vozil tam po Los Angelesu in sem rekel, kaj zdaj vsi te taxi driverji oziroma vozniki počnejo, ne. In sva se smejala, sem rekel, ja, verjetno na koncu dneva, ko se te taksi parkirajo na enem takem skupnem točku, jih nekdo mora počistiti. Tako da vloga človeka je šla iz šoferja v čistilca robota. Vzdrževalca. No, se lepše sliši, ja. Se lepše sliši tako, nekoga, ki vzdržuje. In vedno bo na koncu nek človek, ki bo lahko vzdrževal. Tako so se stvari preusmirile. Še kakšne takšne zgodbe, ki jih prinašate v ta naš slovenski prostor, pa so drugod že povsem vsakdanje. Za nas morda znanstvena fantastika, torej ti taksiji brez voznikov, samovozeči avtomobili, to res že funkcionira in deluje in je ljudem tem že povsem samoumevno skorajda. Kaj še prihaja k nam? Torej to bi si skoraj upali napovedati, ta osebni moj pomočnik, ki mi bo svetoval, celo že opravil naročilo namesto mene. Absolutno. Me bo zgolj doma čakalo že ta paket zame zdrave hrane. Kaj še recimo, kaj se bo še zgodilo v roku 5 let? Zgodilo se bo tudi to, oziroma se že dogaja, da velik del produkcije, se pravi tudi snemanje filmov, vsebin in tako dalje, to so, če greš po Hollywoodu, ne, to so zdaj tam prazne hale. Ne, včasih so bili to veliki filmski studiji, cel kup opreme, cel kup, ne vem, letal v realnih velikostih in tako dalje. To zdaj pač vse počne, oziroma že nekaj časa počne umetna inteligenca. Virtualni svet, Tega bo vedno več, ne. Ena stvar, ki pa jaz mislim, da bo vseeno ostala, recimo pa vseeno to zaupanje, se pravi, človek še vedno raje posluša človeka o nekih nasvetih, pa kaj, ne vem, izdelki, s katerimi se dobro počuti, ne, to zaupanje bo še vedno ostalo, in kar mislim, da se bo tudi v prihodnosti zgodilo, ker je poplava teh in lažnih profilov in vsebin in spletnih strani in novičarskih vsebin in tako dalje,
da bojo profili dobili tako imenovano kljukico human verified. Dejansko to je človek. Ne, zakaj? Ker pač bo človek bo še bolj vreden, ker bo poplava vsega. Ne? In isto bo tudi pri izdelkih, ne, se pravi, če prej si bil zelo omejen, kar se tiče trga, ne, zdaj bo trg še bolj globalen, kot je bil. Vse bo še bolj en klik stran. Ne? Prej si se mogel ti pojavljati, ali si mogel oglaševati, si mogel imeti visoke budžete za to oglaševanje, zdaj bo pa algoritem tvojo spletno stran poskeniral, pogledal atribucije tvojih izdelkov, ti boš mogel tudi seveda te izdelke ustrezno predstaviti, ne? Ampak za tvojo blagovno znamko, čeprav si lahko neka butična trgovina v Ljubljani, bo kar enkrat vedela celo Evropa za ta izdelek. Ne? Na tebi bo, da boš imel pripravljeno logistiko in tako dalje, ne? Ampak ne bo več tega, bo mogel pa samega sebe ful oglaševati, izpostavljati in tako dalje, če imaš najboljši izdelek v neki kategoriji. Vam je izziv tudi opismenevati ljudi. Nismo najbolj pismeni, še razumem, kam gre, vas razumem, kaj govorite, ampak zdaj kako to vzpostaviti, da bo delovalo zame, tu se pa malce zatakne pri posameznih generacijah. Imate tudi tu željo res izobraziti, da bi bili pismeni na tem področju? Veste, kako na to gledam? To je zelo zanimivo vprašanje, ker je recimo debata v naših krogih zelo taka, da eni dajmo reči, porabijo ure časa igranja v raznih cloud sistemih, umetno inteligenco in tako dalje, ne. Drugi pa dejansko čakajo, da bo nekdo rešitev razvil in bo to rešitev uporabljali, ne. Zdaj, kje najboljše biti nekje vmes? Ne, se pravi, ta orodja uporabljati, jih razumevati, kako se z umetno inteligenco na pravi način pogovarjati, ne, kakšne podatke, kakšne stavke postavljati vprašanja in tako dalje. In na drugi strani se ne preveč obremenjevati, če se to zdi en tak velik bav, ki ga točno ne razumem in da imaš potem nek strah do tega. Ne. Te rešitve bojo prišle, bojo dostopne, bojo lahko razumljive, je pa absolutno ključno, da nekako vseeno se neka pismenost sproti ustvarja, ne. Se pravi, da človek neko zanimanje ima, je pa seveda težko take zahtevne zadeve na enostaven način razložiti, še posebej, ko so recimo v fazi razvoja, v kateri smo zdaj. In brez skrbi bodo razlage dostopne, ker je pač tudi želja, ne, namen v ozadju, da razumemo. Absolutno. Ko govoriva o umetni inteligenci, zdaj je to neko splošno znanje, ali se bo tudi specializiralo? Sigurno se bo specializiralo, ne. Namreč razumevanje umetne inteligence kot, to je ChatGPT, pa jaz grem tam, pa postavljam neka svoje vprašanje, zelo omejeno. Ne. Jaz si tudi predstavljam čisto tako, ne, se pravi, vloga človeka in dodana človeka bo, recimo, ali pa priložnost, ki se bo zgodila, bo tudi ta, da bomo vsi imeli dostope do vseh najboljših zdravnikov na svetu. Bo samo en klik stran. Vse naše izvide, vse naše dokumente, dokumentacijo, karkoli se bo v nek oblak naložilo, analiziralo bo umetna inteligenca in nek zdravnik bo na koncu to pogledal in z tega naredil report, ne. Tako da trg bo še bolj globaliziran, kot je zdaj bil, in človek bo mogel biti še bolj specializiran in res specialist na nekem zelo ozkem področju, da bo bil tista dodatna dodana vrednost s pomočjo vseh teh orodij, ki bojo nastajala sproti, ne. Tako da specializacija ljudi za neka zelo nišna področja bo po mojem ključna. V to bo šel razvoj, kaj ne? Ja. Ja, zato, ker zdaj se mi zdi, da je res ogromen balon in vse najdemo tam, kot ena velika ropotarnica. Tako. Tako sama razumem. Zdaj pa treba, da se stvari uredijo. Tako. Ne, da sama izbiram te različne aplikacije, ampak da takoj vem, za področje, ne vem, mojega zdravja uporabim to aplikacijo, je najbolj verodostojna. Torej, to je treba pa zdaj še razvijati in to se bo zdaj zgodilo v roku nekaj let, morda še hitreje. Ja, vse te večje korporacije in tako dalje delajo tudi lastne sisteme, ki so tako še bolj specializirani za posamezna področja in tudi neka konsolidacija pri vseh teh orodjih se bo zgodila, ne. Zdaj se pač veliko denarja vlaga, vsak bi rad bil prvi in najboljši, ne. Ampak to sigurno ni vzdržno nek dolgi rok, ne. To so vseeno podjetja, kjer je zdaj razvoj zelo drag in na drugi strani imajo velike izgube iz tega naslova, tako da rezultat bo sigurno čez 5 let drugačen. Kako bo pa to finančno vrednoteno, ker zdaj, če želim uporabljati najboljši model, tudi plačam več, se bodo tudi tu stvari rahljale, bodo nekakovostne stvari odpadale ali? Sigurno bo
oziroma najprej se bo zgodil velik filter, da za neke stvari, ki zdaj plačujete, ne boste plačevali več, ker bo jih umetna inteligenca, bom rekel, na venicah brezplačno naredila. In jih lahko že naredi neke analize, karkoli, za kar, ali pa neko orodje, za kar se zdaj plačljivo, jih lahko zelo enostavno z 2 kliki v katerem okoli LLM-u ustrezno narediš. Sigurno bo pa potem postavljali neke premium cene za dodatne storitve, ampak to je samo špekulacija zaenkrat. Kateri projekt ali kampanja je bil ali bila za vas najbolj izzivna in kaj ste se iz tega naučili? Ne samo tisto, kar je uspelo, verjetno je tu mišljeno tudi, če kaj ni. Absolutno. Sej, neka taka vrednota, ki jo na Flat Circlu imamo, je, se pravi, da in uspehi in porazi, vse so neki, iz vsega se da nekaj naučiti, ne. In se tudi, čeprav so seveda bistveno lažje z uspehi živeti, ne, in se na njih graditi neko zgodbo, se tudi iz porazov so isto vredni, ne. Se pravi, tisto pač ni delalo, ni funkcioniralo, ta kampanja ni bila uspešna, je enako vredno, kot da je nekaj uspešno iz smisla učenja. Ne? Ja, ker tudi to vam je pokazalo, pač ne v to smer, to ne deluje. Absolutno. Tako da to moraš vzeti kot zelo neko mantro. pomembno spoznanje. Ja, neko mantro, tudi ne smeš si teh rezultatov preveč osebno imati, čeprav si ti glavni, dajmo reči, ustvarjalec tega. Ker kot sem že prej rekel na začetku, te rezultati so instant, vse se dogaja zelo hitro, ne poplava vsega, ne, če bi se to ful jemal k srcu, bi se samo uničil, ampak ja. No, to je pa, se mi zdi, odlika dobrega vodje, tudi odlika zrelega človeka. Ja, mislim, ključno je tukaj, tudi z vsemi temi orodji, ki so, da ugotoviš, na katere stvari imaš največ vpliva in da se predvsem tam fokusiraš. Ne, in vse tiste stvari, in tudi katere so dejansko pomembne, da ti svoj fokus tam daš. Ne. So stvari, ki so ful pomembne, pa vpliva nimaš, se pravi, tam spet zgubljaš energijo, če se z njimi preveč ukvarjaš. So pa tudi kakšne manjše stvari, ki niso pomembne, pa tam ful lahko tudi časa zgubljaš, tako da je ključno, da si neko piramido teh opravil daš, postaviš in se ukvarjaš s tistimi, ki so najbolj pomembne. Ste rekli, Rok Hladnik, da preko profila X marsikaj razkrijete in ste veseli, če imate tiste, ki vam sledijo, tudi sami preizkusijo to, kar se je vam izkazalo za dobro, da gre vaše znanje ven med ljudi. Kaj bi vseeno svetovali? Pa ne bom rekla samo mladim, pač vsem ljudem, ki so v želji biti uspešni, delati dobro. Kako razvijati to kulturo inovativnosti, da smo odprti, da imamo to širino? Ja, prva stvar sigurno, da jih ne sme biti strah. Ne, se pravi, v Sloveniji vseeno ta podjetniška kultura ni še tako razvita, ne, v tujini tega bistveno več, ne, se tudi podjetniki med sabo bistveno bolj pomagajo. Kot bi imeli malce premalo tega genetske predispozicije, kaj ne, kot bi nas bilo strah v podjetništvu ali... Mogoče malo straha, malo tudi nerazumevanja, da vseeno podjetniki so tisti, ki nekaj na novo odkrivajo, ustvarjajo neko dodano vrednost in take ljudi je treba podpirati. Ne, če ta dodana vrednost še ostaja v naši državi oziroma v našem okolju, to še toliko več vredno, ker bo vsem pomagalo, bomo vsi od tega boljše živeli. Ne. In to zavedanje se mi zdi, da v Sloveniji nekako manjka in ta podjetniška kultura, nasploh pa gospodarstvena kultura, no, lahko tudi na makronivoju politična kultura, tle nam še primanjkuje, ne, se pravi, in zaradi tega tudi je marsikoga strah, ne, se ne upa biti drzen, se ne upa tako iti na ameriški trg, ne, neka majhnost nas nekako omejuje, ampak to je majhnost predvsem v naših glavah. Ne. Kar se podjetništva tiče nasploh globalno gledano, so nagrajeni tisti, ki si najbolj upajo, ne, ki so drzni, disciplinirani in grejo nek tek na dolge proge, morate pa seveda, kot sem že omenil, vmes ta talent, ki ga imaš, oziroma to veselje do tega poklica, česarkoli res zanimati, da potem preživiš tudi tiste slabše trenutke. Gospodarstvo je stabilno in stoji prav na podjetnikih. To je treba v Sloveniji vedno znova poudarjati, na to, kar pozabljamo. Ja, to imamo na tako slabo, navado ali napako, ali ne vem kaj, ni še toliko spet te podjetniške kulture, ker v tujini to bistveno drugače. Ne. Tudi tam podjetniki se med sabo zelo pomagajo, pri nas to tudi prihaja počasi. Ne. Se povezujete? Zelo, zelo. Pa to tudi konkurenti med sabo, recimo, ki nastopamo na istem trgu. Zakaj? Ker se zavedamo, da je trg ogromen.
ne, da so pač te multinacionalke, če ti njim odzameš 1% njihovega prihodka ali česarkoli, tega sploh noben ne bo občutil. Ne. Tako da taki, ki smo mi, ki vseeno spadamo v neka manjšo podjetje, ne, ki smo zelo prilagodljivi in tako dalje, si med sabo zelo pomagamo. Digitalna agencija Flat Circle, kot rečeno, delate z res največjimi znamkami tega sveta. Imate v igri še koga, s katerim boste v prihodnje sodelovali, delali? Imamo kar nekaj, žal 200 takih, ki ste spet neka celebrity, ampak jih ne smemo omeniti še. Tako da se pripravlja cel kup nekih novih sodelovanj in se veselimo tega. Pa ker najin čas gre počasi h koncu, pa se mi zdi, da sem šele dobro razumela ta vaš svet in vstopila van, ampak upam, da bo še kdaj priložnost, da se bova srečala. Gospod Rok Hladnik, vas je zagotovo marsikdo vabil, da bi šli v tujino, ampak zakaj vedno znova izberete Slovenijo? To debato sem imel z enim prijateljem prejšnji teden, ko sem se vrnil iz Los Angelesa, ne. Slovenija je naša država, moja dežela, tle se počutimo doma. V Sloveniji se tudi zelo dobro živi, ko se primerjamo z ostalimi, ne. Vedno je lahko boljše, vedno se lahko stvari dela drugače, ampak še vedno je kvalitete življenja tukaj dobra. Prednost, ki pa mi imamo, pa že trg še vedno globalen, nastopamo na globalnem trgu, so lahko tudi marže višje, zaslužki višji in iz tega se da potem v Sloveniji narediti boljše življenje, tudi našim zaposlenim omogočiti višje plače. Kako veliki pa ste trenutno? Trenutno nas je 17. Ampak ekipo širimo in prilagajamo glede na projekte. Vsi zaposleni so remote, delajo od doma in to nam tudi recimo zelo dobro funkcionira. Profil, poklicni? Poklicni profil, to je zelo dobro vprašanje. To so od analitikov, ekonomistov, se pravi marketingašev, grafičnih oblikovalcev do inženirjev. Tako da čisto mešano. To je nek res sodoben poklic, kjer neka titula ti skoraj nič ne pomaga, ampak se moraš vsega sam učiti in je dosti predvsem v tej pripravljenosti do konstantnega učenja, spreminjanja, prilagajanja, testiranja, učenja iz porazov in tudi in zmag. Sedež imate pa v Kopru? Sedež imamo v bistvu v Ljubljani, kar se družbe tiče. Štartali smo v Kopru, zaposlene imamo iz cele Slovenije, nekih je tudi v tujini. In še na koncu, vi ste začeli kot človek časopisa, ki šumi, klasičnih medijskih prenosov informacij. Tule sva na radiju. Radio na nek način še vedno, čeprav se odpiramo svetu, vse več je tudi video-vizualnih vsebin, pa vendarle ta romantičnost radija, midva sva sama, imava zgolj mikrofon, čeprav vse zavedava nekje v ozadju, tudi množice, ki se lahko po svoje giblje, pa vendarle naju ujame. To je res neka taka romantičnost radija, ker je samo glas. In je ta domišljija tako dobrodošla, da si naju lahko slikajo, predstavljajo nekoliko po svoje, so pa lahko bolj fokusirani na najin govor in vsebine pa zagotovo več dobijo na ta način, ker je pozornost samo pri glasu. Kaj svetujete pa radiju? Da bo preživel, da se bo obdržal. Imate kakšen tak, zdaj na hitro izrečen nasvet? Odgovor je v bistvu zelo enostaven. Vedno se moraš vrniti na začetek, ne? In to sem recimo tudi pri časopisu spoznal, ne? Se pravi, časopis je sam prenosnik informacij, bistvo je vsebini informacij. In isto je tudi na radio, ne. Radio ni bistvo, ne mikrofon, ne frekvencije, ko se to oddajalo pa antene in tako dalje, ne pa radijski sprejemniki doma, ne, bistvo je vsebini. In kako to vsebino, pa da ta vsebina doseže naše oziroma vaše poslušalce. Ja, hvala lepa, Rok Hladnik, da ste pomagali pri ustvarjanju dobrih, kakovostnih, zanimivih vsebin tudi v tej uri radijskega programa. Gostili smo enega izmed ustanoviteljev, tudi direktorja digitalne agencije Flat Circle, ki je specializirana za oglaševanje in tudi rast spletnih trgovin največjih znamk v Evropi in Združenih državah Amerike. Rok Hladnik, smo zelo ponosni, da imamo v Sloveniji takšne ljudi. Zelo uspešno zgodbo ste pisali in naj se piše še naprej. Ja, hvala, ker ste del tega zaupali nam. Hvala za povabilo. Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.